Zadnji v ciklu jesenskih serenad je tako kot prvi potekal v dvorani Kulturnega doma Medvode. Tokrat je bilo Jožefu Bendi iz mengeškega podjetja Benton, ki koncertne klavirje poleg prodaje tudi uglašuje, popravlja, izposoja in pomaga pri selitvah, nekoliko lažje kot v Vipavskem križu, kjer je klavir menda v dvorano po spuščajočem se stopnišču spravil zgolj 5-centimetrskim ostankom prostora. Vsekakor velik projekt, ki mu je umetnica Meta Fajdiga z izvrstno interpretacijo dokazala, da je bilo vredno vsega vloženega truda. To je veličastno, ker mi klavirja nikoli nismo imeli na jesenskih serenadah, zdaj že 49. leto zapored. Tako da to je en poseben moment. Moram reči, ker sem jaz to prebral, da bo imel večer s pianistko, sem kar malo zastrigel ušesa, pa sem poslal nazaj, kot če so se zmotili, da gre za kaj drugega, ker mi klavirja nimamo na jesenskih serenadah, ker ga ne moreš nikamor, oziroma ki ga boš dobil, ne? Pa tudi to prenašati, pripeljati, to ni tako enostavno. No in tukaj je bila Metka fantastična, se to bo mogoče ona pa malo več povedala, kako je to vse zorganizirala in v bistvu je naredila en tak all inclusive z svojim delom plus organizacija klavirja in tako da super dobro, no. Jaz sem bil navdušen, da se to tako dobro nekako skupaj poklopilo, no. Jaz sem se večkrat selila in seveda imam doma klavir, a ne. In enkrat ni šel po stopnicah, je bilo treba en hijab pripeljati domov, pa se ni vedelo, a bo sploh prišel zadaj dostop hiše ali ne, in pol te seveda tisti po zraki leteči klavir, ne, jaz tega nisem mogla nikoli gledati, sem se zmer kar stran obrnila. Skratka, tolikrat sem že morala seliti klavir, da veš, kako te stvari grejo in to ni nobena posebna stvar, ne. Se so tukaj, gospod Benda je mojster za te stvari in jaz mu zaupam 100%. Tudi izbor koncerta je bil prav poseben, opravil pa ga je kar programski vodja. Slike z razstave, spomin na Viktorja Hartmana, skladba sestavljena iz 10 glasbenih stavkov, velja za najboljše pianistično delo skladatelja Modesta Mussorgskega. Odločitev pravzaprav ni bila nič težka, ker je bila to pravzaprav želja umetniškega vodja GML. On je to predlagal, jaz imam to glasbo zelo rada. Sem rekla, seveda. Kako pogosto zaigrate takšno glasbo Mussorgskega? No, nekajkrat že, ja. Zdaj, seveda je pa to, a ne, od njegovih velikih klavirskih skladb je to pravzaprav edina stvar, ki jo poslušamo, ne, edina skladba, ki jo poslušamo po odrih s klavirskimi recitali in ja, ostali Mussorgski ga ne izvajamo, oziroma zelo redko. Besedilo s povsem enakim naslovom, ki jo je v izvirni interpretaciji izvedel Dejan Pevčevič, pa je pesnitev po Modestu Petroviču Mussorgskem avtorja Tineta Vučka. Ta izbor sploh ni bil težek in ga tudi nisem jaz opravil. Ampak to je prišlo že v paketu zraven, zato ker je slovenski avtor napisal besedilo po teh slikah, ki je bila tudi glasba napisana, se pravi, so bile te slike skupna točka. In tako da tokrat nisem jaz zbiral in mi je bilo vseeno zelo zanimivo, v bistvu neko besedilo, ki je celota z glasbo nekako predstaviti. Tako da je bilo to na nek način uvod kot predstavitev potem glasbe. In zato smo tako naredili, da sem jaz v bistvu na začetku svoje delo opravil in potem pa še Metka seveda. Čeprav smo bili gledalci v Domu kulture v Medvodah priča pravi predstavi Dejana Pevčeviča, pa menda to ni bilo najdaljše besedilo na jesenskih serenadah, ki se ga je naučil na pamet. Pa ne vem, če čisto največ, mislim, da sem imel tudi že kakšne težje tekste. Krokar recimo je bil, to je bil zelo težek tekst, pa daljši, tako naprej. Čeprav tudi ta ni lahek, je v rimah, je nek arhaičen jezik, je drugačen, ampak vse ni mi to predstavljalo nek tak velik problem. Bolj je stvar tega, kaj potem z tega narediti, ne zgolj naučiti se tekst, ampak kako to potem predstaviti, kako zdaj to celo zgodbico zraven si zgraditi. In tako nekako sem si zamislil, da sem pač na neki razstavi. Za Dejanom Pevčevičem pa je na oder prišla Meta Fajdiga, 33-letna pianistka z Vipave, ki je klavir študirala pri svetovno znanem pianistu Konstantinu Šerbakovem,
Po 2 opravljenih magisterijih na Visoki šoli za umetnost v Zürichu, tam opravila še specializacijo iz klavirja, prejela tudi Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Kot solistka nastopa v družbi priznanih simfoničnih in drugih orkestrov in je večkratna zmagovalka na številnih glasbenih tekmovanjih. Vemo, da ste vi kljub svoji mladosti izjemno izkušena glasbenica, pravzaprav z ogromno nastopi, pa me zanima, kaj pa vi sicer najraje zaigrate? Karkoli. Karkoli pravzaprav. In tudi tiste stvari mogoče, za katere se zgodi, da mogoče ne bi bile moja izbira, če bi imela vedno proste roke, ampak poskušam zmeraj iskati poti do skladatelja, do njegove ideje, do njegove zapuščine, in če so skladatelji dobri, kar jih je pri klavirju neskončno, ni razloga, da bi 1 minuta druženja s klavirjem bila zoprna, ampak je vse vedno zelo prijetno in zelo lepo. Ja. Publika je njeno izvedbo koncerta pozdravila z velikim aplavzom, zato je Meta Fajdiga obiskovalce nagradila še z 2 dodatnima skladbama, Rahmaninovo Poličinelo in Delark Glinke in Balakireva. Izbor pa je bil povsem spontan. Intuicija. Nekaj, kar po trajanju, po karakterju, nadaljuje zgodbo teh slik in da ostajajo v približno istem svetu. To je pravzaprav raziskovanje. Ja. Zelo intuitivno. No? Tokratni koncert v Medvodah je bil zadnji letos tako v ciklu koncertov jesenskih serenad v naši občini, kot tudi za Meto Fajdiga in Dejana Pevčeviča. Vsak koncert je nekaj posebnega. Je edinstven dogodek zaradi edinstvenosti prostora, zaradi edinstvenosti publike. V vsaki dvorani, na vsakem koncertu se zgodi svojevrstna kemija in dialog s publiko. Zato mi je prav vsak od teh koncertov bil zelo dragocen, zelo unikaten. Danes sem ravno tako, kot po vsakem koncertu, zadovoljna, vesela, hvaležna GML-ju seveda za angažma, za zaupanje. In zdaj naslednji projekti. Meto Fajdiga v naslednjih 2 mesecih čaka snemanje za arhiv RTV Slovenija, pripravlja tudi recital v mesecu novembru. 9. novembra jo lahko poslušate tudi na koncertu MNA 3 z Marušo in Matjažem Bogatajem v kinu Šiška. Dejan Pevčevič pa je kot eden najbolj stalnih interpretov na jesenskih serenadah že vključen v prihodnji cikel, ki bo že 50., torej jubilejni. Z Borisom Renarjem sva se tudi pogovarjala, sem ga tudi sprašal, kakšen je plan za naslednje leto, ko bo jubilejno, 50. Pa je rekel, da že ima nek načrt, zdaj ne vem, a je prav, da povem, ali ne, mogoče se bo uresničil, mogoče se ne bo, tako da dajmo še malo počakati, ampak ja, mi je pripravil in pač meni je povedal, kaj ima v mislih, nek prav poseben večer s 4 glasbenicami. Zagotovo bo to še en izbor, ki ga bo vredno obiskati. Kot običajno 4-krat v mesecu septembru, v ospredju pa mladi glasbeni talenti in izbrana umetniška beseda.